Dobrodošli v soočanju mnenj. Danes se loteva nečesa, kar je za mnoge od nas skoraj sveto. Tisti trenutek na božično jutro, ko se raztrga papir in pod njim zasije škartla z novo igralno konzolo. Naš vir to ne obravnava zgolj kot izmenjavo daril, ampak kot pravi moderni kulturni ritual, ki se ponavlja že desetletja. In ravno tukaj se, začne najina razprava. Vprašanje je v bistvu preprosto. Ali je to res pristen izraz družinske povezanosti, nekakšen sodoben obred prehoda, ki ustvarja trajne spomine? Ali pa smo vsi skupaj le udeleženci v bleščečem, skrbno načrtovanem marketinškem ciklu, ki naša najglobša čustva uporablja za prodajo izdelkov? Jaz bom trdila, da gre za nekaj veliko večjega od golega materializma. Zagovarjala bom idejo, da ta ritual resnično ustvarja pomembne, pozitivne spomine in, kar je ključno, povezuje generacije. Moje stališče pa je, da gre za popoln, skoraj šolski primer, kako je potrošniška kultura ugrabila naše praznike. Kako so pristne vrednote zamenjale umetno ustvarjene želje, zapakirane v bleščečo embalažo. V redu, poglejva. Od recimo prvega Nintenda v 80-ih preko Sege in PlayStationa pa vse do danes. Trenutek, ko otrok odpre to škatlo, je res postal nekakšen mejnik v odraščanju. Priznam, da me ta del gradiva resnično nagovori. Sama se spomnim, ko sem dobila svoj Commodore 60 in stari, tisti občutek je bil čista čarovnja. In vir to opisuje do potankosti. Ne gre samo za darilo, gre za mesece pričakovanja, za vzdušje v sobi, za skupno priklapljanje kablov v televizor in tisti prvi, skoraj obredni pritisk na gumb za vklop. To so izkušnje, ki se zapišejo v spomin za celo življenje. Ne dobiš le igrače, dobiš, kot pravi besedilo, vstopnico v nov svet. Občutek, da si del nečesa novega, vznemirljivega. In ta izkušnja se ponavlja. Oče, ki je v 80-ih dobil NES, danes z enakim navdušenjem gleda svojega otroka, ki odpira Nintendo Switch. V bistvu ta ritual združuje družino. Pomisli na ure in ure smeha ob igranju iger, kot sta Guitar Hero ali Wii Sports. To so trenutki, ki dejansko krepijo medgeneracijske vezi. Glej, nihče ne zanika, da so ta čustva pristna. Seveda so. Veselje je resnično, navdušenje je resnično, ampak ključno vprašanje je, od kod ta čustva izvirajo, kaj jih sproža, in vir sam pravzaprav namiguje na odgovor. Desetletja so trgovci in oglaševalci gradili to tradicijo. Praznike so spremenili v vrhunec potrošniškega leta. Ta ritual, o katerem govoriš, ni zrasel organsko iz kulture ljudi. Zasnovan je bil v sejnih sobah, z enim samim ciljem – povečati prodajo. Opazujemo ogromen premik, ki ga vir lepo izpostavi. Prešli smo od funkcionalnih nakupov k simbolnim. Se pravi, od nakupa novega pralnega stroja, ker se je stari pokvaril, do nakupa novega telefona, ker nekaj pove o nas. Ker ga hočemo, ker nam pripada. In ta univerzalnost, ki jo omenjaš kot nekaj pozitivnega, jaz jo vidim precej drugače. To zame ni znak globoke človeške povezanosti, ampak dokaz, kako močan je postal globalni marketing. Dokaz, da lahko ista korporacija prepriča otroke od Tokija do Ljubljane, da si pod božičnim drevesom želijo popolnoma enako plastično škatlo. To ni trajen kulturni ritual, to je definicija potrošništva. Cikel, ki nenehno, ampak res nenehno ustvarja potrebo po naslednjem, novejšem, boljšem izdelku. Ampak ali res lahko tako enostavno ločimo komercialni interes od pristnega doživetja? Vse kulture imajo svoje predmete, svoje simbole. Morda so danes to igralne konzole. Trdiš, da je vse skupaj le marketinška konstrukcija. Jaz pa mislim, da je ritual postal pristen ravno zato, ker se je usidral v resnična človeška čustva. Veselje, pričakovanje, družinsko toplino. Vir to imenuje sodobni mit, kjer tehnologija obljublja napredek in zabavo. In ta mit se prenaša, ko oče kupi sinu konzolo, ne kupuje le izdelka, podoživlja lastno otroštvo in to pozitivno izkušnjo prenaša naprej. To je več kot le prodajni cikel, to je cikel prenosa spominov. Zanimivo, da uporabljaš besedo mit. Mitov, kolikor vem, ne ustvarjajo korporacije z milijardnimi oglaševalskimi proračuni. Mitov ne lansirajo vsako jesen z novo različico. Dejstvo, da se ta tradicija nadaljuje, zame samo dokazuje, kako neverjetno uspešen je bil ta trženjski ciklus. Uspelo jim je nekaj res neverjetnega.
Naša najglobša čustva so tako močno vezali na izdelek, da jo komaj še ločimo. In tu je problem. Ritual postane odvisen od nakupa. Sreča postane odvisna od tega, ali je pod drevescem prava škatla, prava znamka. To ga fundamentalno loči od tradicionalnih ritualov, ki so temeljili na skupnosti, na zgodbah, na nematerialnih vrednotah. Ko je otrokovo veselje odvisno od tega, ali bo dobil PlayStation 5 ali samo obleke, smo, mislim, že zdavnaj prestopili mejo med pristno kulturo in skrbno načrtovano potrošnjo. Razumem tvoj skepticizem, ampak mislim, da spregleduješ, kaj se zgodi potem, ko je škatla odprta. Pustiva za trenutek ob strani izvor in poglejva vpliv na posameznika in družino. Vir zelo jasno navaja, da te naprave odpirajo vrata ustvarjalnosti. Otroka lahko navdušijo za programiranje, za grafično oblikovanje, celo za glasbo. So tudi izjemno socialno orodje. Kolikrat se prijatelji zberejo doma in skupaj igrajo ure in ure. Za družino pa so to, kot sem že rekla, neprecenljivi trenutki. Skupen smeh, malo tekmovalnosti, sodelovanje. To so stvari, ki resnično klepijo vezi. Za marsikoga prejem konzole pozitivno definira celotno otroštvo. Ne gre za pasivno prejemanje darila, gre za aktivno vstopanje v nove svetove in ustvarjanje novih odnosov. To je prepričljiv argument, ampak ali se ne osredotočaš le na eno plat medalje? Ker Vir izpostavi tudi drugo, precej temnejšo plat. V njem je tisti ključni stavek, ki ga ne smemo ignorirati. Otrok z napravo dobi dostop do skupnega sveta vrstnikov, v katerem se bo počutil sprejetega. Oprostite, ampak to je pač definicija socialnega pritiska. To pomeni, da je pripadnost skupini pogojena z lastništvom pravega izdelka. Če ga nimaš, si izključen. Prijateljstvo in druženje postaneta odvisna od tehnološke platforme, ki jo narepuje trg, ne pa od pristnih interesov otrok. Veselje o prejemu darila je torej delno tudi olajšanje. Olajšanje, da ne boš več tisti čudak v razredu, ki edini nima najnovejše konzole. Ali je to res temelj za zdrave socialne odnose? Ampak ali ni bil ta socialni pritisk vedno prisoten? V preteklosti si bil, frajer, če si imel kolo pony, kasneje, če si imel prave superge ali rollerje. Tehnologija je le sodobna manifestacija te dinamike, ki je verjetno del človeške narave. Razlika je v tem, da današnja tehnologija ponudi veliko več. Omogoča sodelovanje in tekmovanje na globalni ravni, učenje novih veščin. In to naj pripelje do širšega vprašanja, ki ga odpira Vir. Kakšna je sploh vloga potrošnje v naši kulturi? Potrošnja, kot je opisana tukaj, ni več samo golo kupovanje stvari. Postala je kompleksen kulturni dogodek, ki odraža naše želje, ambicije in celo osebne dosežke. Nakup drage naprave ni nujno površinski. Zamisli si starša, ki trdo dela, morda v 2 službah, da lahko otroku kupi to konzolo. Za njo ta nakup ni samo igrača, je simbol. Simbol ljubezni, nagrade za trud, simbol tega, da lahko svojemu otroku ponudita nekaj, česar sama nista imela. V tem smislu potrošnja ni prazna. Polna je osebnega in simbolnega pomena. Oprosti, ampak tega preprosto ne kupim. Ravno to, da potrošnji pripisujemo tako globok pomen, identiteto, status, ljubezen, nagrado, se mi zdi najbolj zaskrbljujoče. To samo kaže, kako globoko je komercializacija prodrla v naš najbolj osebni prostor. Namesto, da bi vrednote, kot so trud, ljubezen in pripadnost, ustvarjali in izražali sami, jih zdaj kupujemo, zapakirane v bleščečih škatlah. Ta kulturni dogodek, o katerem govoriš, je v resnici postal komercialni spektakel. Spektakel, kjer je osebno zadovoljstvo neposredno povezano z dejanjem nakupa. Ko Vir zapiše, da potrošnja samo po sebi ni dobra ali slaba, mislim, da spregleda ključno točko. Morda res ni, ampak ko postane osrednji, če ne celo edini način izražanja vrednot in ustvarjanja spominov, takrat postane problematična, ker izpodriva druge, morda bolj pristne in trajne načine povezovanja. Praznični ritual postane odvisen od družinskega proračuna, ne od domažilje. Ne bi rekla, da izpodriva. Rekla bi, da dopolnjuje. Živimo v svetu, ki je prepleten s tehnologijo in trbom. Ignorirati to dejstvo bilo naivno. Ritual prejemanja konzole ni nadomestil skupne božične večerje ali okraševanje smrečice. Pridružil se je kot nov, sodoben element praznovanja, ki odraža naš čas. In zakaj bi bilo s tem kaj narobe, če je ta element poln pristnega veselja?
Za kakšno ceno? Za ceno nenehnega cikla želje, ki nikoli ni zares potešen. Ker po PlayStationu 4 pride 5, po petici pride 6, po iPhonu 15 pride 16. Ritual, ki ga zagovarjaš, je v svojem bistvu zasnovan tako, da se mora nenehno ponavljati z vsakim novim izdelkom, sicer izgubi svoj čar, napredka in novosti. To zame ni znak zdrave kulture, ampak simptom odvisnosti. Odvisnosti od novosti, ki jo poganja trg, ne pa notranja potreba po rasti. Kulturni rituali naj bi nam dajali stabilnost, občutek trajnosti. Ta ritual pa temelji na nenehni spremembi in pravzaprav na nezadovoljstvu s tistim, kar že imamo. Ne glede na vse kritike in analizo izvora pa ostaja eno nesporno dejstvo, ki ga na koncu implicira tudi vir. Spomini, ki so ustvarjeni ob teh prazničnih trenutkih, so za milijone ljudi resnični, dragoceni in trajni. Morda je komercialni okvir res problematičen, a znotraj njega se dogaja nekaj pristnega. Povezujejo generacije skozi skupno izkušnjo tehnološkega navdušenja in ostajajo del naših najlepših družinskih spominov, polni topline in veselja. In čeprav so ta čustva in spomini nedvomno pristni in tega res ne zanikam, je ključnega pomena, da se zavedamo mehanizmov, ki so jih ustvarili in jih še naprej spodbujajo. Vprašanje, ki ostaja odprto je, ali je naša kultura resnično bogatejša, ker so njeni najmočnejši sodobni rituali tako tesno in neločljivo prepleteni s cikli potrošnje. Morda je veselje pristno, ampak je hkrati tudi kupljeno, in to je misel, ki bi nas morala vznemirjati. Obe perspektivi kažeta, kako kompleksen in večplasten je postal naš odnos med tehnologijo, čustvi in trgom. Očitno ni enostavnih odgovorov. Vsekakor. In gradilo, ki sva ga obravnavala, ponuja izjemno izhodišče za nadaljnji razmislek o tem, kako predmeti, ki si jih tako močno želimo, na koncu oblikujejo naša življenja.